Pozdravljeni v današnjem TLM. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor organizira 11. julija 20. mednarodno konferenco z naslovom Nazaj k koreninam. Mnogo reči se je pri organizaciji tega pomembnega srečanja že zgodilo, najpomembnejše pa torej prihaja. Letošnje poletje pa bo za šolo še posebej pomembno, saj se bo začela najprej rušitev stare zgradbe v Cafovi in začetek gradnje nove šole. No, ob tej priložnosti pozdravljam direktorico šole, magistrico Heleno Cvikl. Dober večer. Dober večer. Morda najprej nekaj vprašanj v zvezi z rušitvijo in gradnjo nove šole. V teh dneh naj bi začeli rušiti staro zgradbo. Tako je. Rušitev se že izvaja. Rekli so mi, da bo čez par dni seveda stavba padla, ker namreč zelo težek projekt, ker šola stoji oziroma stavba, objekt na Cafovi stoji med dvema zgradbama in dejansko se mora rušiti ročno v začetku od zgoraj in seveda predvsem zaradi stanovalcev na Cafovi 5 in pa srednje ekonomske šole, prav tako pa tudi ostalih stanovalcev, tako da bo čez par dni seveda šola padla, vendar pa to nič nekaj novega. Dejansko mi smo srečni zaradi tega, ker se je po parih letih, kot veste, od leta 2008 se nekako mučimo za tem projektom in seveda nekako uspeli smo obdržati ta evropska sredstva, katera so bila namenjena za ta projekt MICA, to je MIC Akademije kulinarike in turizma. Kako vam je uspelo zadržati ta sredstva? Ja, moram reči, da tukaj moram povedati vso podporo Ministrstva za šolstvo. Ministrstvo za šolstvo nam je stalo ob strani, sektor za investicije. Nekako tudi sami so verjeli v ta projekt, ker so videli, zakaj se zapleta. Zapletalo se je zaradi soglasij, ki nam niso bila podana, predvsem zaradi sosednje zgradbe, ker nismo želeli motiti ta objekt oziroma želeli smo samo ulični objekt konstruirati. Potem so se zgodile evrokode, to pomeni, da se je statika spremenila in prav zaradi te statike smo morali priti na nov projekt. Tako je bil nov projekt izdelan, ne konstrukcija, temveč rušitev in pa novogradnja. No in ker nismo pridobivali soglasja, nismo dobili, smo morali, nekako smo bili prisiljeni odkupiti tole zgradbo, katera je stala tudi na tem področju. No, seveda inštitucije, katere bi morale nekako stati nam ob strani, so nam mogoče moralno, predvsem papirologija, medtem ko finančni del pa ne. Koliko bo vse skupaj stalo? Vse skupaj, izhajali smo iz 3 milijone 200, to je bila osnova, kar je 2 milijona 400 in še nekaj so evropska sredstva, SSR, medtem ko ostali del pa moramo pridobivati seveda mi, to je DDV in pa vse ostale neupravičene stroške. No in tako, da se je seveda finančna konstrukcija, struktura spremenila, s tem, da bo vse skupaj okoli 4 milijone pa pol. Ni pa se dalo narediti tako, da bi tole zgradbo, ki jo zdaj rušijo, preuredili v šolo? Ne, v začetku je bil projekt izdelan tako, da je konstrukcija in tako, kot sem vam omenila, da so se statika in predvsem določeni pogoji so se spremenili. Pogoji predvsem glede predavalnic, kjer morajo biti visoki in predvsem nismo mogli umestiti nekje kuhinje. Kuhinjo, katero potrebujemo, veste, da je pri nas osnova enega dela programa gostinstvo, no in potrebujemo takšno satelitsko kuhinjo, kjer vadijo in kjer bodo trenirali seveda bodoči študenti oziroma ti študenti in pa potencialni študentje. Takoj za rušitvijo se začenja tudi gradnja šole? Ja, mi imamo sedaj terminski plan, zelo pereče zaradi tega, zato sem tudi prosila sostanovalce, ker je bila že ena pritožba, zaradi ene pritožbe smo morali sedaj spremeniti elaborat, cestne zapore, predvsem zaradi prometa. No in sostanovalci seveda se imajo, to jaz razumem, predvsem zaradi kakovosti življenja, katerega imajo na tem področju, vendar pa kakorkoli dolgoročno gledano se bo pa kakovost življenja, vsaj upam, tudi za njih spremenila. Vse to so bile na zadnji strani proti forumu, so bile določene ruševine oziroma ni
kazala lepega vtisa zgradba, no, medtem ko tukaj pa je bil ta del seveda popolnoma zapuščen. Mi imamo terminski plan 2014, konec leta. Bodoče generacije študentov in seveda tudi profesori pa se najbrž da že veselijo. Kakšna bo pravzaprav ta šola? Koliko bo predavalnic? Kakšni bodo pogoji za delo študenti, delo profesorjev? Jaz mislim, da bo to šola, katera bo zelo tehnološko usposobljena, čeprav glede na čase in glede na finančna sredstva lahko poudarim, da smo mi seveda racionalizirali. Racionalizirali smo morali projekt, prav tako pa tudi opremo. Vsaj v začetni fazi. Opremo, kot so stoli, ne pa tehnološko opremo. Tehnološko opremo ne moreš racionalizirati, predvsem zaradi tistih priključkov in zaradi specifike, katere imajo naše specialne učilnice, vendar pa kakorkoli želela, v moji glavi je vedno rasla nekakva misel, da želimo imeti eno akademijo, trening center za bodočnost. Trening center pa pomeni seveda, da ti greš po stopnicah. Zelo dober primer mi je dajala vedno šola, kot veste sami, ogromno hodim po Tolini in takrat, ko sem videla tudi Cordon Bleu in njihov primer, kjer se učijo od najnižjih osnov. In te najnižje osnove, in tako smo tudi mi postavili vsebinsko, da v kletnih prostorih imamo to niso klavnice, temveč priprava dela. Priprava dela pri nas, kjer se tudi študenti naučijo, kot primer bom dajala, naprimer pravilno rezanje mesa. Naprimer, jaz se danes jezim nad mesarje nenehoma, ker včasih ne znajo pravilno rezati mesa in zaradi tega nimamo tudi dobrih produktov, kot so naprimer na krožniku, kot so stejki in tako dalje. No in tako da študenti od najnižjih osnov, to je kletni prostori, v kletnih prostorih bo tudi pekarnica, slaščičarnica mala, v bistvu slaščičarna kot učilnica specialna. No in potem gremo na vrh, kjer je predvsem na cestni del, na ulico bo pa restauracija, to je šolska restauracija z kavarno in pa z teraso od zadaj. Odprtega tipa? Odprtega tipa, ja. Glejte, jaz sem imela zmeraj, sem poudarjala eno mojo filozofijo šole, to, kar je tudi, naprimer, švicarske šole imajo ta primer, kjer ti študenta navajaš in ga vržeš v prakso. Če ga vržeš direktno pred gosta, kar pomeni, da ni samo študent tisti, kateri se preverja z njegovimi kompetencami, temveč so tudi predavatelji. Predavatelji so tisti, ali ima dobre osnove. To je aplikativnost seveda tiste teorije, katera se potem tudi, pa strokovnih predmetov, katera se izvaja seveda tudi v praksi. V grobem trije programi so gostinstvo, turizem in wellness. Kaj bo pridobil wellness in kaj bodo pridobili tisti študentje in profesori, ki se zdaj selijo po 3-4 lokacijah, kjer se odvijajo predavanja? Ja, res je. No, če mislite samo wellness, potem je tudi za to smo poskrbeli in sicer na strehi. Na strehi imamo, čisto v zadnjem nastropju je tudi demo učilnica wellnessa, katera zaobjema vse to, katero seveda vse nekako vsebine, katere se predavajo v okviru teh predmetov, razen tistih športnih gibalnih aktivnosti, ker dejansko nimamo prostora za telovadnico. Telovadnica se bo še kljub vsemu najemala, vendar pa, kakor se tudi v letošnjem letu, kjer se je izvajal ta modul športnih aktivnosti, se je predvsem izvajal na prostem. Na prostem zaradi tega, ker stremimo predvsem nazaj k naravi. In tudi wellness je eno takšno področje, katero ne samo dobrega počutja, temveč tudi področje, kjer se študenti naučijo vseh teh tehnik. No, naprimer, v tej učilnici bodo masažne tehnike, potem bo kozmetični del, ki ga še nimamo toliko razvitega, potem bodo savne, ker študenti se morajo naučiti seveda tudi pravilno uporabljati demo savne, ker se morajo pravilno naučiti savne. Bo tudi tisti del, kjer kako se seveda tudi povezuje ta program z gostinstvom in pa turizmom, to pomeni kako priprava napitkov, kakšnih napitkov, zelišča in tako dalje.
Prav prvi del današnje oddaje sva izkoristila za predstavitev šole. V drugem delu, čez nekaj dni, boste pripravili oziroma se začenja 20. mednarodna konferenca, torej od 11. julija, nazaj k koreninam. Že prej ste govorili nekako, da se šola trudi vračati nekako k naravi. Zdaj pa pripravljate podobno konferenco. Kako ste sploh prišli do te konference? No, jaz sem že od leta 2000 je šola članica tega združenja, to je Eurodip, to je mednarodno združenje vodilnih hotelskih šol iz Evrope in iz ostalega sveta. Zakaj poudarjam iz ostalega sveta? Zaradi tega, ker imamo predstavnike tudi iz ameriškega področja, azijskega področja in pa afriškega področja. No in to so pridruženi člani, niso polnopravni člani, imamo kar dosti šol iz tega področja. Potem sem 2002-2003 sem postala generalna sekretarka tega združenja, no in pred 3 leti sem pa bila izvoljena, oziroma 2 leti pa pol sem bila pa izvoljena v Parizu za podpredsednico tega združenja. Želeli so za predsednico, vendar sem imela ta projekt te šole, ta projekt želim zaključiti seveda še v mojem mandatu in to sem si zastavila kot cilj, zato sem kandidirala kasneje tudi za podpredsednico, ne, in to danes tudi opravljam. Jaz sem želela pripraviti konferenco že prej, predvsem ob otvoritvi nove šole, ker mi smo imeli prej terminski plan 2011, celo 2012, vendar se to ni zgodilo, žal. No in tako, da sedaj, kljub temu, da nimamo šole oziroma nove stavbe, nimamo in kaj pokazati, sem dala izdelati seveda to maketo, da lahko pokažem bordu, našemu predsedstvu, kakšna bo šola, pa zagotovo bomo kakšno predsedstvo še organizirali seveda v teh prostorih, tudi v nadaljevanju. Mi imamo plane že, jaz sem pravzaprav vsa tekmovanja preložila, kratkoročna tekmovanja preložila na dolgo rok, tako da do 2015 imamo še 2 mednarodna dogodka, katerega moramo izpeljati, zaradi tega, ker nekako ljudje sami in tudi delegati, člani želijo, da izpeljemo tudi v Sloveniji, ker je z njim nekako nepoznana država. Na drugi strani pa naši študentje, kot sami veste, dosegajo izvrstne rezultate na vseh teh tekmovanjih in tudi si želijo. In tako da pred nami je še George Baptist tekmovanje, to je izredno zahtevno tekmovanje, in pa mogoče Christmas in Europe, to je pa ena zelo lep dogodek, to je Božič v Evropi, kjer imamo tudi te evropske šole iz ene druge asociacije, pa George Baptist je tudi iz 3. asociacije. Prihajajo tudi študentje že dan prej. Ja, študentje pridejo v sredo, tudi pridejo naprimer v torek 9. že prihaja predsednik, kjer seveda midva pričakirava celoten potek, protokol celotne konference, tekmovanja, in pride predvsem zaradi tekmovanja, ker je predsednik tekmovanja je nekako zaseden, to je moj kolega iz Heidelberga, direktor šole iz Heidelberga, Martin, no tako da mi je prepustil to tekmovanje in tudi sistem tega tekmovanja se v letošnjem letu smo popolnoma spremenili. Tako da vsake toliko časa nekaj spreminjamo, nekaj izboljšave in delamo in nekaj na novega. Tako da pridejo 9 študentov. Teh 9 študentov je bilo izbranih iz 25 študentov in tako da 9 študentov tekmuje v finalu. Po 3 skupine bodo in kjer se pripravljajo na projekt. Jaz sem tudi dejala Martinu, ker sem letos organizator, niti ne želim biti v komisiji, drugače sem, in tudi ne poznam, kaj bo task, kaj bo naloga, vendar vem, da bo nekaj iz managementa in pa z tehnologije ali pripraviti neki event oziroma en dogodek, ki se dogaja v hotelu, in to bodo imeli študentje seveda za nalogo. Imajo časa, v sredo prihajajo, v sredo je žrebanje zvečer, kdo bo v kateri skupini, no in v četrtek začenjajo za svojim delom cel dan do 5. ure. Do 5. ure imajo, ker imajo potem ogled mesta. Tudi naši študentje? Ja, jaz sem zelo vesela, 2 študenta sta kandidirala, ena študentka naša je izbrana,
Helena Valher, ki je že dosegla v lanskem letu, je ravno dobila zlato iz recepcijskega poslovanja, vendar ne v tem združenju, temveč v drugem združenju, kjer tekmujejo iz recepcijskega poslovanja. No in ona je kandidirala, tako da ona je tudi med njimi je tudi en Pakistanec, kot sem rekla, so pridruženi člani, eden iz Kazahstana, iz Kirgistana, iz Armenije, iz Rusije, Francije, mislim, da Italija. Zdaj pa še nekaj o profesorjih, ki pridajo in na katere teme bodo predavali. Koliko je pravzaprav vseh udeležencev te konference? Vseh udeležencev je okoli 67 oziroma, tako bom rekla, okoli 70 udeležencev, vendar v letošnjem letu smo še imamo še po starem sistemu in sicer vsebinski del, da imamo aplikacijo strokovnega dela in pa nekaj znanstvenega dela. Ni pa odprto bilo toliko za profesorje, ker niso pripravljali referatov. To nameravamo napraviti naslednjem letu in naprimer tudi jaz sem izbrana za to področje in tudi to je moje področje, katerega upravljam, tako da sedaj pišem guidelines, vodnik, kako pravzaprav pripraviti konferenco in na kakšen način, da združiš in stroko in pa znanost, akademski del. No in tako, da v tem delu prihajajo samo direktorji šol. Večina samo direktorji šol, medtem ko predavatelji, kateri pa predavajo, smo jih pa izbirali po celem svetu. Mi imamo 2 Američana, kot veste, nismo želeli, predvsem zaradi stroškov in zaradi tega, zaradi trenutne situacije, smo ta 2 Američana seveda povezali, jih bomo povezali z videokonferenco. Imamo 4 Slovence, potem imamo 2 iz Velike Britanije in mislim, da ene Mađarko zaradi Vilniusa. Kje se bo pravzaprav vse skupaj dogajalo? Dogajalo se bo v hotelu City. To izbran je kot center zaradi tega, ker v letošnjem letu smo želeli in tudi sami udeleženci, ko smo se pogovarjali na bordu, so želeli imeti mestni hotel, ker velikokrat, kljub temu, da je naša tema nazaj vrnitev k naravi, bi seveda izbrali verjetno ali Pohorje ali pa vznožje Pohorja, predvsem tisto infrastrukturo, vendar pa predvsem zaradi tega, ker prihajajo veliko takih potencialnih ljudi, kateri tudi mogoče nakupujejo, kateri se želijo družiti in tudi z svojimi partnerkami, smo na koncu izbrali seveda hotel City. Dogodki se pa odvijajo povsod. Želeli smo zajeti celotno infrastrukturo, katera se odvija v Mariboru, vse te večje hotele. To je hotel City, Piramida, Orel, Unihotel in pa hotel Habakuk. Na vseh teh lokacijah se odvijajo dogodki, predvsem pa tisti pretežni del v petek, ko je konferenca, se pa odvija v hotelu City. Torej, ti dogodki so namenjeni tudi širši javnosti? Ja, v petek smo predvsem ta strokovni del konference, kateri je namenjen ne samo tem direktorjem, kateri so se odzvali oziroma našim članom, temveč smo pošiljali, šola je pošiljala tudi vsem šolam, vsem ostalim šolam tega tipa in sicer z področja hotelirstva, z področja turizma, kdorkoli ima takšen program. Pošiljali smo podjetjem, to so naši partnerji, predvsem zaradi tega, ker prihaja ena velika osebnost, zelo velika osebnost. Jaz sem zelo vesela, ker to veliko osebnost čakamo že 3 leta od Casablanke, ko smo dobili tisto nagrado, če se spomnite, verjetno smo bili tudi v oddaji Euroquote, smo bili prva šola za področje kakovosti izobraževanja in tam so bili udeleženi hoteli, kateri merijo to. Mi smo dobili prvo to mednarodno nagrado, ker smo se prijavili kot pilotska šola. No in v tej skupini evalvatorjev,
ko so pripravljali te kriterije, je sodeloval Relais Chateau. No in zato je ta Relais Chateau bil kandidiran, ker je pomagal našemu združenju in tudi pomaga zmeraj kandidiran za največjo nagrado tega združenja. To je Eurodeep Awards. Eurodeep Awards navadno dobijo tisti, kateri se upokojijo ali niso več direktori ali odhajajo, ali velike osebnosti iz področja gostinstva, turizma, hotelirstva. No in letos prihaja Mr. Tapaj, to je gospod, ki je sicer Španec po rodu, govori 7 jezikov in je predsednik vseh Relais Chateaujev po celem svetu. Tako da on dobi nagrado, on se je odzval mojemu povabilu, ker prvič ni še bil v Sloveniji in ga to zelo zanima in zato tudi prihaja. No in jaz sem zelo vesela, no in on bo dobil tudi v soboto iz rok predsednika tudi to nagrado, vendar to nagrado ne bo dobil samo on, to nagrado bo dobil tudi Rus, ki so ga kandidirali Rusi. Prihaja 12 Rusov in sicer ta Rus sodeluje, ima eno konzulting firmo in podjetje, katero predvsem dela na teh dogodkih, na wellness programih, dela za hotelirje in predvsem tudi v soorganizaciji tega, mislim, da tekmovanja Soči, katero se tudi pripravlja. V Sloveniji je kar nekaj višješolskih programov gostinstva in turizma. Kako so se odzvale te šole? Zaenkrat, če nimamo tega odziva, zaradi tega, ker Bled je sicer v tem združenju, Bled se bo zagotovo odzval, medtem ko vse ostale šole, mislim, da se nekatere srednje šole so se odzvale, višješolske šole pa ne, zaradi tega, ker mogoče ni ugoden čas, so že počitnice, za nas ne, mi imamo zmeraj našo študijsko leto, nekako poteka tudi zagovori diplom, potekajo do 15.7. in zato smo opredelili ta čas. Prvoten čas je bil september, vendar ta september ni ugoden za te evropske šole. No in tako da bodo najverjetneje se bodo te šole seveda odzvale v petek. Vem pa, da prihajajo Makedonci, prihajajo Srbi tudi za tem programom, ki pa tudi niso člani združenja, so pa moji prijatelji, znanci iz drugih združenj, tako da se želijo odzvati. Prihajajo Američani, tako da imamo kljub vsem, kar se pač dogaja, ker so mi odpovedali Turki, odpovedali so mi Grki, imamo pa ciprsko Turčijo, ne, in imamo kljub vsemu nabranih okoli 25 različnih svetovnih držav. Torej bo v 3-4 dni v Mariboru kar precej živahno. Zelo živahno, ne pa samo to, mi jim pripravljamo, mi imamo tudi mednarodni ulični prigrizek, verjetno ste slišali za to, da so študenti naši so imeli tekmovanje in zaključek je v četrtek, kjer pripravljamo Come Together, v bistvu tisti prvi večer, ni spoznavni večer, ker mi se poznamo, temveč prvi večer, katerega smo namenili prav temu prigrizku, kjer študenti pripravljajo na terasi hotela City seveda svoje inovativne produkte, kjer sta v komisiji Janez Bratovž, Janez Bogataj, dr. Janez Bogataj, Romana Kancler, mislim, da je Slaviša Amidžič in pa Mojca Polak, Uroš Mencinger se žal ne more odzvati. Ti so v komisiji in verjetno bodo takrat tudi izbrali seveda zmagovalca. In to kulinariko namenjamo seveda našim udeležencem. Na drugi strani pa želimo prikazati prvi stik z Slovenijo, kjer prihaja Spirit, prihaja direktorica slovenske turistične, jaz še zmeraj govorim slovenska turistična organizacija, vendar to ni, sedaj je to Spirit, vendar mi nekako ne gre ta termin iz glave, ker zajema tudi druga področja, ne samo turizem. No in pride Karmen Novarlič, ki bo seveda razlagala o Sloveniji, ker bomo prikazali ta film o Sloveniji, ker bo kulinarika slovenska, ker bo celo obrti, avtentika se bo prikazovala tudi
na tej terasi. Vendar to je samo prvi dan, ne? Naslednji dan je ta konferenca in že gremo na popotovanje v popoldanskih urah, to je po 5. uri, gremo proti Ptuju. Ptuj si morajo pogledati, je v neposredni bližini, kjer imamo ogled Pokrajinskega muzeja Ptuja in se seveda namenjamo na en poseben kulinarični dogodek, res poseben kulinarični dogodek, kjer bo na Trati, v Dveripaksu in zato tudi Dveripaks, jaz jim res zahvaljujem, ker direktor hiti za svojo obnovo, sedaj obnavlja in jaz sem rekla, mi ne smemo imeti tistih odrov, ker imam tako in tako vsak dan, vsako jutro, ko hodim na moj objekt v Cafovo, vidim tiste odre in ti moji ne smejo videti odrov in res hvala lepa Dveripaksu, kjer bomo imeli seveda celotno pogostitev, pa da ne govorim o folklori, o raznih drugih običajih in kakšna hrana in tako dalje. V soboto pa pripravljajo moji, ker bomo imeli generalno skupščino in pa tudi tekmovanje Marian Miller Award, to imenujemo tekmovanje Marian Miller Award, to je bila bivša direktorica pokojna Heidelberške šole. No in po tistem pa študenti pripravljajo eno posebno tekmovanje oziroma poseben kulinarični dogodek in pa ogled Maribora skozi kulinariko in skozi zgodbe. Ja, mislim, da ste dobro predstavili konferenco, ki se začenja 11. julija, trajala bo do 14. Želim vam, da bi tako projekt gradnje šole kot ta konferenca tudi uspela. Najlepša hvala za pogovor in obisk v studiu. Hvala lepa, tudi vam. Ja, preden se poslovimo, vam tudi danes ponujamo nekaj zanimivosti iz sveta, morda je katera povezana tudi s turizmom. V tokratnem sprehodu po svetu se najprej ustavljamo na Aljaski. Tako kot pri nas se je tudi tam temperatura zraka neobičajno dvignila. Vročinski val na Aljaski traja že teden dni. Temperatura zraka je dosegla 21 stopinj Celzija, v nekaterih območjih tudi do 35 stopinj. Visoke temperature so prebivalce privabile na prosto, poleg užitkov pa tako vreme prinaša tudi nevarnosti. Visitors say it's really nice and locals say it's very dangerous, because it's going to increase, there's always like a pro and a con. So we're like, yay, the weather's great, we can get out. But also in other parts, there's going to be a lot of fires starting and a lot of glacial melt, a lot of flooding if the high mountains are, producing a lot of ice melt. So there's like a trade-off. It's just amazing that a couple weeks ago we had snow coming down and now it's gorgeous and in the 80s. Na Islandiji so ta teden začeli lov na kite. Letos smejo uloviti 154 živali. Večino ulova bodo Islandci prodali na Japonsko. Kljub temu, da populacija kitov, ki živi v islandskih vodah, ni v nevarnosti, da bi jo iztrebili, so kiti globalno ogrožena vrsta. Zagovorniki pravic živali zato kritizirajo Islandijo, ker dovoljuje lov na kite. Poleg nevladnih organizacij lovu nasprotujejo tudi številne druge države. Nasprotovanje kitolovu so izrazili tudi protestniki na Islandiji. Það er alveg ótrúlegt að menn skuli árið 2013 halda þessu áfram sem að allar þjóðir aðrar fyrir utan Japani hafa hætt. Það er engin önnur þjóð, það er ekkert annar ríki eða öllu heldur, engin annar einstaklingur heldur en Kristján Loftsson í Íslandi að standa í þessari vitleysu. Južnokorejski znanstveniki so razvili robota, ki pleše kot ljudje. Robot je visok dober meter in težek 45 kg. Njegov repertoar pa zajema tudi najbolj znani južnokorejski sodobni ples, ki je zaokrožil po svetovnem spletu. Raziskovalci so prepričani, da je robot videti precej resnično zaradi naravnih gibov rok, z nogami pa je sposoben posnemati človeško hojo in ples. 모션 캡처 카메라가 있는데 우리 무용수가 온몸에 반짝거리는 마커라는 걸 붙이고 말춤 혹은 다른 춤을 추게 되면 그 모든 운동 정보가 컴퓨터로 입력이 됩니다. 그러면 그 후에 그 운동 정보를 휴보한테 적합하도록 변환을 해서 휴보한테 입력을 하면 휴보가 사람과 똑같은 춤을 추게 되는 것이죠. Newyorčani bodo lahko kmalu napolnili baterije svojih mobilnih telefonov na ulici. V ta namen bodo še to poletje postavili 25 mobilnih solarnih polnilnih postaj. Tako bodo lahko uporabniki polnili mobilne telefone, tablične računalnike in druge sodobne naprave kar sončno energijo. Polnjenje bo brezplačno, postaje pa so postavljene v mestnih parkih. Tako prišli smo do konca današnje oddaje, seveda z vabilom, da se nam pridružite prihodnjo sredo, ko bo oddaja daljša, trajala bo celo uro.
Gost voditelja Zorana Medveda pa bo mariborski župan dr. Andrej Fištravec. Oddaja bo kontaktna, tako da boste lahko s svojimi vprašanji sodelovali tudi vi. Za danes pa le še nasvidenje.